Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos, z menoj v studiu pa tokrat trije gostje, gospa Ljudmila Novak, nekdanja evropska poslanka in predsednica Krščanskih demokratov, gospod Jernej Pikalo in gospod Žiga Turk, oba sta profesorja, ki budno spremljata, tako kot se mi zdi, kar imam jaz pogleda v vajeno, recimo pri gospodu Turku v objave na X-u, pa tudi kakšnem pisanju in tudi gospod Pikalo glede vaših izjav, je očitno, da oba spremljata politiko, sta oba profesorja in oba tudi nekdanja ministra v različnih vladah. Ker smo ob koncu leta, bomo malo pogledali, kaj se je dogajalo in seveda smo tudi ob koncu mandata aktualne koalicije, bomo pogledali, kaj se je dogajalo, kako bi ocenili pač parlamentarne stranke, pa morda pogledali tudi v prihodnost. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je namreč napovedala, da bo po novem letu podpisala odlok o razpisu volitev, ki bo do 22. marca. Bomo začeli s tem vprašanjem, kaj smo torej videli v politiki v tem mandatu in ali si Robert Golob zasluži, da bi še enkrat vodil vlado. Naj povem, da smo k sodelovanju v oddaji povabili tudi predstavnike Gibanja Svoboda, vendar so sodelovanje odklonili. Stranka poudarja tudi v novičniku v začetku tedna, so zapisali, da so gibanje ljudi, da so odprti in vključujoči. Predsednik vlade pa je v novoletni poslanici zapisal nekaj na temo spoštovanja in sprejemanja drugega v vsej naši raznolikosti. Ker pač izjave za Info 360 v gibanju niso želeli dati, smo iz arhiva vzeli nekaj izjav njihovih predstavnikov v državnem zboru, ki so po mojem mnenju izdatno pripomogli k znižanju nivoja razprave v državnem zboru. Pa poglejmo. No, ampak ključno je to... Zdaj bom skočila, boš malo počasi končal s tem lajanjem zle, no? Oprosti. Mislim, kdo komu jemlje besedo? Jaz lahko danes govorim, kar želim. Mislim, poslušaj lajanje, dej no. Kolega Mahnič, glede na to, da se radi obregnete vame, ga ni na svetu dovolj alkohola, da bi vas spremenil v možatega, plečatega, moškega, z izjemno moškostjo. Tako da ga ni alkohola, ki bi ga jaz pila dovolj, da bi se vi lahko primerjal s tistim, ki ga tako radi imenujete in ki se enkrat rekli, da se celo počutite kot on. Predolgo ste tukaj, dragi moji. Nekateri še niste izkusili podjetništva, zasebnega sektorja. O da, seveda, gospod Poglajn, mladi fantič, o da. Dejte mečken bolj pogledati, no, predni blebetate neumnosti. Jaz vem, da je to sicer vaš stil, blebetanje neumnosti, ampak vendarle, fakti bruti, poglejte si. Vi pa mene žal ne boste, ste pa presmrkavi. Vi, spoštovana predsednica, ste segli v besedo mimo teh določb poslovnika pri poslancu. In tudi vam bom zdaj segla v besedo, gospod Černač, kar sedite, hvala lepa. Hvala lepa, kar sedite. Zaradi tega morate sama sebi. Hvala lepa, sedite, gospod Černač. Dokler se ne bom usedel sam. Navadite se osnovnih Marija. Dajem vam opomin. Sicer se usedite na vas sedež, ker ste preveč živčni, da bi lahko še gospod Černač, ne podcenjujte me, sedite in dajte mir. Glejte, ne da se tu zajokcate kot nek mali otrok. Dajte se osredotočiti, vi se pa tu zajokate že nekaj časa, nočete sprijeti naših amandmajev, ničesar. Umirite se, ker vas bom ven poslala. Enkrat se še oglasite, pa nimate več besede. Naj povem, da sem se pogovarjala o tem, ali je Gibanje Svoboda izdatno prispevalo k znižanju nivoja razprave v državnem zboru tudi z njunimi koalicijskimi partnerji. Gospa Meira Hot iz stranke SD, vodja poslanske skupine te stranke, je dejala, da meni, da doslej nismo bili navajeni takšnega nivoja razprave na levici, medtem ko je bilo pač nedopustne izjave, da so se dogajale predvsem na desnici, medtem ko vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec pravi, da priznava, da so k nižji ravni razprave pripomogli pravzaprav vsi, levica in desnica. Gospa Novak, kaj menite? Ja,
V vsaki sestavi parlamenta se pojavijo ljudje, ki občasno prestopijo nek normalen prag komunikacije. Ni važno, je to na levi ali je desni. Jaz se spomnim mandata, ko je recimo bil gospod Kordež, to se pravi poslanec Levice, je včasih imel kar malo čudne izjave. Ali po sedanjem mandatu me večkrat preseneti sama predsednica parlamenta s svojimi izjavami, ker se mi zdi, da predsednik je le tisti, ki je neka, pa mora biti neka moralna avtoriteta, ki mora biti pošten, pravičen do vseh na nekem nivoju. Žal pa je tukaj večkrat ta nivo močno padel. No, jaz moram reči, da se ne spomnim, da bi v parlamentu nekdo nekomu rekel, da laja. Recimo, česar smo bili priča, da bi recimo predsednik, oziroma se predsednika nismo imeli, predsednica je dvigovala recimo krilo v parlamentarni dvorani, govorila o tem, da alkohol, če ne vem koliko alkohola, da bi spila, da nikoli ne bi ji bil všeč pač en od poslancev nasprotne strani. Kaj menita vidva? Mislim, kaj imamo mi v parlamentu pravzaprav v tem mandatu, gospod Pikalo? Ja, daleč so časi, ko se je v parlamentu prerekalo v latinščini. Če se še kdo spomni nekoč na začetku 90-ih, ki je bil parlament poln intelektualcev in so se dejansko pogovarjali o substancialnih temah. Ampak bilo je še nekaj, kar se mi zdi pomembneje. Parlament je bil, kadar je bilo treba, tudi prostor sodelovanja, seveda tudi prostor tekmovanja, ampak prostor tudi sodelovanja. Zdaj tega vsebinskega sodelovanja, ko gre za nacionalne ali pa malo manj nacionalne projekte, nažalost ne vidim. Sej naj ima vsak svoje ideje, naj vsak počne oziroma promovira tisto, kar je. Ampak meni se zdi, da je cela zadeva ratala samo še neka PR, recimo temu, neka PR akcija in čisto vse, kar se dela, govori v parlamentu in tako naprej, je s tem namenom. Skratka, z namenom nekega prepričevanja javnosti. Nihče se ne ukvarja s kvaliteto zakonodaje. Nihče se ne ukvarja s stvarmi, ki so za življenje ljudi potem v naslednjem koraku pomembne. Vse je zgolj in samo podoba, politična podoba, PR, kakorkoli že temu rečemo. Se pravi, da so politiki ali pa poslanci neodgovorni, gospod Žiga Turk, kaj menite? No, najprej se mi zdi tista izjava gospe Hot, da do zdaj smo bili navajeni, da desnica se ne zna obnašati, ampak zdaj ponovno se pa tudi levica ne zna obnašati. Ena taka tipična vzvišenost nekega levega poslanca, ki ima zelo dobro mnenje o sebi in svojih in slabo mnenje o vseh drugih. Ljudje imajo take politike, kakršne si zaslužijo, oziroma v demokraciji imajo natančno take politike, kakršne si izvolijo in tole so si izvolili v parlament. Žalostno je to za neko državo, ki bi bila rada demokracija, ki bi bila rada uspešna država. Namreč v parlamentu, se strinjam z vsem, kar je povedal kolega Pikalo, ampak ne gre samo za to, da parlament prostor neke vsebinske razprave. Gre tudi za to, da je parlament pravzaprav nek najvišji organ v neki demokraciji, ki ima neko simbolno funkcijo, ki pravzaprav nosi, kako bi rekel, čast države. In če parlament postane gostilna, če parlament postane, kako bi rekel, nekaj podobnega, kot je oddaja Kmetija, ja, morda bodo tisti ljudje, ki gledajo radi Kmetijo in podobne resničnostne šove, glasovali ponovno za take ljudi, da pridejo v parlament. Ampak povsem skregano je pa to z razumevanjem, ki ga imamo do državnih inštitucij, do države, do njene simbolne vrednosti, do nečesa, kar je dragoceno, kar je spoštovanja vredno, kar si spoštovanja zasluži. Zelo daleč je to od tega. No, nekateri poslanci pravijo, pravzaprav, da smo mediji krivi za to, kar se dogaja v parlamentu, ker če imajo pametne vsebinske razprave, da medije pač ne povzamejo, ampak povzemajo samo različne ekscesne zadeve, ki se dogajajo. Še eno vprašanje bi vam dala. Po mojem mnenju, recimo Urška Klakočar Zupančič ni primerna za vodenje državnega zbora, vsaj kar je zdaj pokazala, tako glede spoštovanja poslovnikov, kot pač obnašanja. Pa vendarle je ona med najbolj priljubljenimi politiki. Mislim, da je najbolj priljubljen politik Gibanja Svoboda. Gospod Žiga Turk, omenili ste Kmetijo, se pravi, da so kaj?
volivci, večinoma tudi gledalci Kmetije. Kaj se dogaja? Ne? To je pas demokracije. To je pas demokracije. Zakaj mediji ne prenašajo vsebinskih razprav? Zato, ker tega ljudje ne bi gledali. Ker njih zanima nekaj tacga sočnega. Ne? To gre okrog, to dviga gledanost in v tem je trenutno tekmovanje oziroma politično tekmovanje postane podobno tekmovanju ekip tamle na kmetiji. Ne? In kaj pa vem, no, ko jaz gledam skozi neko daljše časovno obdobje, kaj se je dogajalo, ta nivo pada. Ne? Ko sem se začel ukvarjati s politiko, sem to gledal navzgor, ne, sem rekel, zdaj bom pa jaz lahko, bom rekel, skupaj sedel v klopi, ne vem, z Ljudmilo Novak ali pa z Janezom Janšo ali pa z, ne vem, z Milanom Cviklom smo imeli tudi, bom rekel, ostre, pa vendar vsebinske razprave, ko sem bil minister, pa je postavljal kakšna poslanska vprašanja in tako naprej, ne. In od takrat gre to naprej navzdol in jaz se tukaj dostikrat spomnim, mislim, da je bil eden ustanoviteljev ameriške države Hamilton, ne, ki je rekel, demokracija funkcionira, če so ljudje, ki volijo, ki jim je ta demokracija namenjena, dobri verni ljudje, lepo vzgojeni verni ljudje. Ne. Ko se pa enkrat začnejo ljudje voliti politiko, ne, ki znižuje standarde, ne, znižuje standarde ljudstva, znižuje standarde v šoli, potem je to začaran krog, kjer gredo stvari samo še navzdol. Ne, in samo upamo lahko, da je nekje neka modrost, ki vendarle poskrbi za to, da kljub temu, da je tam cirkus, upravljanje države še vedno funkcionira. Ampak pod to vlado tega ne vidim. No, bomo rekli še kakšno besedo o tem. Jaz bom v obrambo medijem rekla, da če bi se vsi poslanci držali nekega nivoja, bi potem pač mediji mogli pač povzemati razprave, ki so naravni, ne bi potem kar ne povzemali. Tako da je v bistvu vendarle žogica na strani politikov. Gospod Žiga Turk, ker ste dejali, da si ta vlada, gospod Robert Golob, v bistvu ste povedali vaše mnenje, da si ne zasluži še enega mandata. Naj povem, da dejansko ne vemo, kakšen bo rezultat volitev, ampak glede na izračune spletne strani volilna napoved, ki preračunava rezultate vseh javnomnenjskih anket, pravi, da naj bi v parlament prišlo 6 strank, sedanja koalicija naj bi dobila 42 poslanskih mandatov, desne stranke pa 46. Pa vas bom vprašala vse 3, pa gospod Ljudmila Novak, morda najprej vi odgovorite, kaj menite, si Robert Golob zasluži še en mandat, kakšno vlado bi potrebovali? No, po tem, kar je do sedaj pokazal, si zagotovo ne zasluži in Slovenija si ne zasluži, da bi še enkrat vodil vlado. Njegove odločitve so bile tako, bomo rekli, v trenutku, ko da se je nekaj spomnil, nekaj všečnega, tisto predlagal, ne da bi se posvetoval niti svojo stranko verjetno, kaj šele s koalicijo, kaj šele s socialnimi partnerji. In potem se je počasi izkazalo, da pač to niti nekatere stvari niso bile uresničljive, kot recimo, mislim, da plače sodnikom je enkrat obljubil, in podobne, zelo zaletavo vodenje in tudi zdaj je nastala neka panika in dejansko je nastala neka slaščičarna, kjer se da podeljujejo oziroma delijo neki sladkorčki, sladice z namenom više javne podpore. Vendar jaz računam na to, kar je stara modrost, da volitve niso zahvalni dan. To se pravi, da volivci velikokrat ne nagradijo tisto, kar je nekdo na veliko delil, ampak tudi bolj premislijo, kdo bo kaj več ali pa bolje obljubil. Jaz si seveda želim, da bi politiki gledali na to, kaj Slovenija potrebuje, kje so problemi, kako bomo tudi
delno skupaj, tako koalicija kot opozicija, iskali najboljše rešitve za Slovenijo. Sedaj ima pa ta občutek, da enostavno doživljamo neko preračunavanje, tekmovanje, tako kot ste vi tam navedli, levica ima toliko, desnica ima toliko, ne kaj bomo naredili, ne kaj so tisti problemi, ampak kdo bo zmagal, kdo bo vodil vlado naprej. Jaz si želim, da bi dejansko volivci izbrali takšno vlado, če tako rečem, oziroma dali toliko glasov, da bi ljudje in politiki mislili na to, kaj Slovenija potrebuje. Tudi to deljenje sladkorčev, božičnice, jaz privoščim ljudem, hvala Bogu, tudi mi imamo programu božičnica, da, neobdavčena in na prostovoljni osnovi, ne pa da se nekdo konec leta spomni, oziroma predsednik vlade, zdaj pa vsi dajte. To se pravi, delimo delo ali pa denar, sredstva drugih, ki ga nismo mi kot politiki predelali, ampak nekdo drugi in mi bomo rekli zdaj, ti boš dal pa toliko, ti pa toliko, no se vemo, koliko se je tudi raznih davkov dvignilo v tem času. Gospod Turk. Ja, če si zasluži Golob ponovitev mandata ali ne, to bodo povedali volivci, povedali bodo, ali so se pustili podkupiti vsem tem priboljškom, ki zdaj prihajajo tako rekoč na tedenski bazi, kjer je tudi nekaj tekmovanja med Levico pa med Svobodo. Ocenjujem pa tako, da če bo Golob imel še en mandat, leta 2030 Slovenija ne bo videti dosti drugačna, kot bi bila, če se leta 89, 90, 91 ne bi zgodilo nič. Ta vlada obnavlja najprej vrednote prejšnjega sistema, in potem cel kup nekih organizacijskih vzorcev v javnem sektorju, tudi v gospodarstvu, pri davkih, pri odnosu do zasebnega sektorja iz prejšnjega sistema. Ko midva smo imela primo predajo z kolegom Pikalom, za menoj je prevzel Ministrstvo za šolstvo in takrat mi je podaril knjigo od Machiavellija. Jaz sem tisto takrat vzel, kako bi rekel, kot neko sporočilo, gledajte, vi pravzaprav ne veste, zakaj pri vladanju gre. In pri vladanju ne gre zato, kar je govorila gospa Novakova, vsi bi si želeli, seveda, da bi politiki delali za to, da bi bilo ljudem dobro in da bi država napredovala in da bi šle stvari rasle navzgor in tako naprej. Politiki, vsaj če beremo Machiavellija, delajo za to, da bi ohranili oblast, da bi bili na oblasti. In Golob to počne, kako bi rekel, najbolj od vseh politikov do zdaj. In bomo videli, mogoče to tako dobro počne, da bomo obsojeni še na 4 leta, jaz na tele ankete. Tukaj je še vedno en velik blok neopredeljenih, za katere se mi zdi, da spet iščejo neki izgovor, da jim ne bi bilo treba glasovati ne za Janšo, ne za Goloba. In se bojim, da bi znalo tukaj na sredini nastati en drobir razmeroma majhnih list, ki bodo nekatere prišle v parlament in ki bodo na koncu odločile o tem, kakšna bo koalicija. Ste občudovalec Machiavellija, ker potem bi mogli zdaj pohvaliti vladanje gospoda Goloba. Ampak bom tukaj še, gospod Pikalo, nekaj še dodala, ker je gospa Novak govorila o tem, da je gospod Golob zaletal. Tudi če recimo je premier zaletal, je verjetno pomembno predvsem to, ali je rezultat njegove zaletavosti oziroma rezultat njegove vlade pri reformah, da je viden, da so spremembe. Ne vem, če je to edina interpretacija Machiavellija. Tako da tisto, kar on Giovanni Sforzi svetuje, je seveda predvsem v tem, da je politika ne samo obstranska, ampak pravzaprav kot poklic, torej kot neka dejavnost, s katero vi zelo načrtno neke stvari peljete. Tu pa se tudi konča vsa podobnost z to vlado Roberta Goloba. Mislim, da nima načrta. In mislim, da je to največja težava, zato ker se tudi mednarodne razmere zaostrujejo. Torej, mi lahko v tej relativno mali Sloveniji se lahko gremo preigravanja v peskovniku. Jaz pogosto temu rečem. Ampak zahtevne so pa razmere zunaj, ki seveda zelo vplivajo na nas.
In zaradi tega je ta pravo vprašanje, ki ste ga vi zastavili, in tudi gospa Novakova je o tem že govorila, ali si Slovenija lahko privošči še eno tako vlado. Zato, ker, se pravi, razmere so zaostrene, se bodo še spreminjale. Po mojem mnenju zelo, zelo težko. Po mojem mnenju je pač potrebno nekoga oziroma z nekom početi, ki ima načrt, ki ne dela stvari stihijsko, ki ve, kaj sledi čemu in ne spreminja odločitev od danes na jutri oziroma po trenutnem navdihu ali situaciji kot je. To ne pomeni nujno, da mora biti tudi nekdo z desne. Glejte, zdaj imamo dovolj alternativ, ni edina alternativa Robertu Golobu zgolj Janez Janša, ampak imamo dovolj alternativ tako na levi kot na desni, ki so tudi generacijsko mlajše in zaradi tega lahko mogoče popeljajo državo v neko drugo obliko. No, ker ste rekli, da gospod Golob nima načrta, ima načrta, drugi mandat in iz Machiavellija lahko potegnemo cilj povečuje sredstva v tej slaščičarni. Ampak, veste, to je zgolj načrt ohranjanja oblasti, ne pa načrt, kako Slovenijo popeljati v naslednji razvojni cikl ali Slovenijo popeljati ali pa kako krmariti v zelo zahtevnih razmerah v EU-ju, kjer vidimo, da imamo težave z leadershipom, kako stvari peljati v globalnem nivoju, kjer vidimo, da se geostrateška situacija radikalno spreminja. Tega načrta jaz ne vidim. Mi je zelo žal. Morda še besedo dve o predsednici države. Me zanima, gospod Pikalo, bom dala najprej vam besedo. Povedala je, da ne bo dala mandata za sestavo vlade relativnemu zmagovalcu volitev. Hkrati je pa že sedaj deležna kritik, prijazno, vladi prijaznih medijev, ker je dejala, da si želi raznovrstne vlade, so jo že obtožili, da je že podala roko Janezu Janši. Kaj naj stori predsednica? Karkoli bo storila, bo narobe tako, očitno. To vemo. Ampak ta model, torej model 46 podpisov, ki jih mora nekdo prinesti k predsednici, prinese jih pa lahko samo eden, 46 podpisov poslancev poznajo na Hrvaškem. Torej, to je recimo nek hrvaški model, verjetno ga poznajo še kje drugje. In ko bo nekdo sestavil koalicijo in ko bo imel teh 46 podpisov poslancev, pa na kakršenkoli način že, bo prišel k predsednici in bo rekel, spoštovana predsednica, imam glasove za novo koalicijo. Ne virtualno, ne po defaultu, če sem jo prav razumel, tako kot je, skratka, samo relativni zmagovalec, ampak tisti, ki bo prvi nabral 46 glasov, ker namreč ni enako, da vi zmagate na volitvah, ker koalicijska sposobnost je čisto nekaj drugega, kot pa zgolj relativna zmaga na volitvah. Ti dve stvari nista med sabo enaki. V Nemčiji ima pa nepisano pravilo, da je predsednik vlade vedno tisti, ki je pridobil največ poslancev, torej iz najbolj uspešne stranke, iz relativne zmagovalke volitev. Jaz mislim, da ta izjava sicer tako racionalno, matematično seveda povsem drži, me pa pri nekaj moti. Jaz spet mislim, da za neko demokratično proceduro, zato da pač mi imamo neko državo, v kateri je demokracija, kjer tudi nekaj šteje, da nekdo relativno zmaga, tudi nekaj šteje, da si največja stranka, tudi nekaj šteje, da tebe podpira največ ljudi od vseh drugih strank v Sloveniji, da ne bi bilo nič narobe, če formalno podeli mandat zmagovalcu, relativnemu zmagovalcu, potem se pa itak izkaže, ali lahko sestavi vlado ali ne. Se mi zdi, da se pa spodobi, da tisti, ki ima največjo podporo, dobi prvi priložnost, da poskuša najti, izpogajati, dobiti partnerje za svojo vlado. Tudi malo spominja ta njena izjava na to, kar se nam zdaj zadnjih 10-15 let dogaja, nek poskus izločevanja ene stranke ali pa desnih strank iz nečesa, kar se je pred prejšnjimi volitvami imenovalo demokratični lok. Če je tudi SDS del slovenske demokracije, potem ne vem, zakaj jo je treba v štartu na ta način izločiti. Morda bo pa Robert Golob dobil največ poslancev.
Ampak zdi se mi, da vnaprej to ponavljati, ne, deluje izključevalno, ne da bi imelo neke, kako bi rekel, osnovne matematične posledice, ker je seveda itak nekdo bo predsednik vlade, ki bo na koncu 46 glasov dobil. Ne. Zato se mi zdi nepomembno, oziroma se mi zdi v funkciji spet tega izločanja ali pa rinjenja SDS-a stran, ne, tako razumem to izjavo. In se mi zdi, da je nepotrebna. No, točno to smo gledali leta 2011, ko se je Nova Slovenija vrnila v parlament in sem bila tudi sama prvič izvoljena za slovensko poslanko. Takrat je zmagal Zoran Janković, zelo prepričljivo, ampak ker ni upošteval svojih koalicijskih partnerjev, je pri tem marsikaj tudi zamočil in na koncu ni uspel sestaviti vlade. Takrat smo spremljali dogajanje, sestankovanje z nekaterimi poslanci iz druge strani določenih lokalih, katerega bo kupil, koga ne bo kupil, kdo bo dal tisti glas in na koncu seveda ni uspel sestaviti vlade, kljub temu, da je tako močno zmagal. In potem je pač dobil priložnost drugi, ki pa je uspel potem zbrati dovoljšne število glasov. No, če je takšen običaj, da v Sloveniji pač zmagovalec volitev dobi najprej mandat, potem se pa dejansko tako izkaže, ali je sposoben sestaviti vlado, ali je ni. In tukaj mislim, da ni potrebno, da bi predsednica ravnala arbitrarno, ampak situacija bo potem pokazala, ali je sposoben dobiti zadostno število glasov in vladati ali ne. Potem se pač zgodi naprej proces. Pikalo, takoj vam dala besedo, ampak moram vprašati gospod Novakovo. Niste, vsaj v zadnjih letih, niste bili preveč navdušeni nad Janezom Janšo. Če bo vaša stranka se odločila za koalicijo z SDS-om, ki pač vodi Janez Janša, boste kaj? Šli nazaj v pokoj, ker zdaj ste pač na nek način ste pritegnjeni k delovanju stranke. No, jaz sem članica izvršilnega odbora, drugače sem pa upokojena političarka in seveda na koncu pri Novi Sloveniji organi stranke odločajo, s kom gremo v koalicijo. To je vse jasno. Jaz sem mnenje o določenih ljudeh pač ne morem spremeniti, si pa želim, da se stari vzorci, ki niso bili vedno uspešni, ne bi ponavljali. Ker na koncu je najbolj pomembno, kaj bo ta nova vlada naredila za Slovenijo in sedanje vlade oziroma teh strank jaz gotovo ne podpiram. Tudi zaradi tega ne, ker so se sedaj izkazali, da niso sposobni dobro voditi države. Jaz to izjavo predsednice berem še na en način. In sicer vidimo, ne, da so težave, oziroma da ima težave, ne, in pri ustavnih sodnikih in pri varuhu človekovih pravic in tako naprej. Skratka, pri en celem kupu imenovanj. In če nekdo drug opravi to delo zanjo, ne, v smislu 46 podpisov, ne, potem je ona v prvem poskusu, ne, če dobi te podpise, potem je ona svoje delo opravila. Ne. Tako da vidim malo to tudi v tem smislu. Se strinjam, da imamo tradicijo, da vedno relativni zmagovalec dobi pač prvi mandat za sestavo vlade. Res je tudi, ne, da potem nam to včasih povzroča, da zaradi tega potem zelo dolgo sestavljamo vlado, kar je pri koalicijskih oziroma pri našem volilnem sistemu tako ali tako značilno, oziroma sej niti ne more biti drugače. Ampak mogoče, ne, z 46 podpisi vnaprej lahko do neke mere pohitrimo ta proces. Gospod Pikalo, vi ste še člana SD-ja, to vas nisem vprašala, ker bili ste podpredsednik SD-ja in ste potem odstopili, ker ste želeli z odstopom po zadnjih volitvah, ker ste želeli z odstopom spodbuditi resno razpravo, kaj se stranko dogaja. Ne? Potem ste se pa tudi pojavljali na dogodkih platforme, ne, od gospoda Anžeta Logarja. Kje ste zdaj politično? Jaz, če mene vprašate, sem še vedno član Socialnih demokratov, čeprav je novi podpredsednik Luka Goršek zadnjič nekje rekel, da nisem več. Ampak to je njegova zgodba, ne da bi si posebej želel njemu kontrirati. Jaz sem res odstopil.
In to zaradi tega, zato ker 6,69% je najslabši rezultat, ki so ga socialni demokrati kadarkoli dosegli. Želel sem, da bi se na ta način spodbudila razprava, ki je ni, še do danes ne, torej razprava o vsebinski, identitetni in tako naprej novi platformi socialnih demokratov. Tega ni in to se je v tem mandatu zelo lepo tudi izkazalo, da tega preprosto ni. Kar pa se tiče mojega sodelovanja z drugimi, se mi pa zdi, da lahko s širino poskušamo neke druge vzorce, o tem, kar je tudi gospa Novak govorila, neke druge vzorce pripeljati, sodelovanje preko zelo nekih virtualnih, navideznih, kakršnikoli že ločnic, ampak to so samo virtualne in samo navidezne, zato ker lahko ljudje, če imajo dobre ideje, meni se močno zdi, da lahko sodelujejo. Zaradi tega je bila platforma seveda niso demokrati, torej politična stranka, ampak je civilno-družbena organizacija in tam, če kaj, smo pokazali oziroma želimo pokazati, da so te ločnice umetne, da si jih ustvarja en in drug pol, bodimo čisto iskreni, en in drug pol in da je potrebno najprej pri sebi, potem pa seveda zelo veliko energije, da ljudem razlagaš, razložiš in tako naprej, zakaj pravzaprav sodelovanje in kje je tu poanta. Lahko jaz samo tukaj nadaljujem, s tem se popolnoma strinjam. Jaz sem začela svojo politično kariero kot županja v Moravčah, kjer nisem imela koalicije. In se mi je zdelo dobro, če nekdo nekaj dobrega predlagal, ni bilo važno, kdo je to bil, zakaj ne bi tega sprejeli. In sploh ni bilo formalne koalicije. In sem tudi spremenila predlog sklepa, če sem videla, da je to nekaj drugega bolj pametno. Potem sem bila pa evropska poslanka, kjer je ravno takšno sodelovanje med različnimi strankami oziroma političnimi skupinami iz različnih polov. V nekaterih stvareh smo se poenotili, v nekaterih smo imeli različna stališča in zato se mi zdi takšen način delovanja najboljši, najbolj demokratičen, najpametnejši, najbolj učinkovit. In potem pa, ko pa pogledam slovensko politiko, je pa najbolj važno, ali je nekdo levi ali je desni. Če sem jaz z ene strani, imajo tisti vse prav, tudi če nimajo in obratno, kar pa ni dobro, bom rekla, za državo. Mislim, da bi morali imeti toliko modrosti, tudi zmagovalci prihodnje ali tisti, ki bojo sestavljali koalicijo, da bojo znali vključevati tudi opozicijo. Jaz sem še vedno vesela, da leta 2015 sem bila nosilka zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev. V opoziciji je bila Nova Slovenija in takratni predsednik Miro Cerar je imel posluh za to in smo pravzaprav mi skupaj sprejeli ta zakon. Tisti, ki so o tem prej veliko govorili, so pa bili, bom rekla, ga niso potrdili. V tem mandatu absolutno s to, bom rekla, ideološko, s tem ideološkim predlogom ne bi prišli skozi, ker recimo vaša stranka ni prišla skozi niti z spremembami na področju davkov. Čeprav je recimo šef SD-ja, Matjaž Han, govoril, da mu je žal, da so anulirali vse tisto, kar je pač tretja Janševa vlada naredila na področju davkov, ampak niso bili sposobni ničesar sprejeti. Ker je gospod Pikalo začel vprašanje SD-ja. Me zanima, kakšno je vaše mnenje od vseh treh, kaj je SD počela v koaliciji? Ali jo je Robert Golob rezal kot salamo? Ta izraz oziroma ta stavek je z vaše stranke prišel pred leti, vis-a-vis NSI SD-ja in Janeza Janše. Ali so pametno sodelovali? Ali so bili satelit Gibanja Svoboda? To je sicer v tem studiu par dni nazaj povedal Luka Goršek, podpredsednik, sedaj podpredsednik SD-ja, ampak poslušamo najprej, kaj je na to vprašanje odgovorila vodja poslanske skupine SD-ja Meira Hot. Mislim, prvo bi rekla, da se Socialni demokrati res ne podrejamo. Niti največjemu koalicijskemu partnerju ne. Mi imamo sicer samo 8 poslank in poslancev, 8 sedaj, imeli smo jih 7 3 leta,
In seveda to tudi daje neko politično moč. Ampak kljub temu smo mi vsakeč znova opozarjali, ko je bila določena zakonodaja recimo pomanjkljiva, neprimerna ali pa slabo zapisana, bili proaktivni, predlagali svojo zakonodajo in v tem kontekstu bi rekla, da se nikakor nismo podrejali. Je pa res, da so določena glasovanja morda potem izkazala, da naj bi se podredili, ne, če se je pričakovalo, da bomo kaj glasovali proti. Ampak dejstvo pa je, da smo mi predhodno opozorili na problematiko in morda, če ne bi mi glasno opozorili, v javnosti sploh ne bi tako odmevala. Smo pa konstruktiven koalicijski partner, ki se vedno znova zna tudi dogovoriti in smo razumeli, da je pomembno sodelovati. Ključno v bistvu Socialne demokrate je, da sodelovanje ni zgolj neka beseda, ampak smo dejansko živeli, udejanjili celoten mandat. Afere so nas zaznamovale, definitivno, ampak so tudi pokazale, zakaj smo najstarejša stranka na levi sredini. Mi smo hitro, jasno in odgovorno ukrepali prav v vseh primerih, ki ste jih navedli. Smo prevzeli odgovornost, smo se za napake opravičili. Gospod Pikalo, je bila SD narezana kot salamo, ni uspel noben preboj, ne glede na to, da močno zaliva tudi medije z različnimi finančnimi sredstvi iz različnih naslovov in tako naprej, menjavi predsednika, pač nič se ni zgodilo. SD je bila, pa ne glede na to, kaj razlagajo, odrezana najprej od tistega, kjer je ponavadi SD-jev največji interes, torej od kadrovskih odločitev. Tako da glede kadrov SD niti, mogoče je želela, ampak ni mogla. Želela je zagotovo, ni mogla pa sodelovati. SD tudi ni imel resnega programa, ki bi ga na ta način uresničeval. Sej, za 6,69 poslancev, tudi ne moreš ne vem kaj uresničiti, ampak lejte, Levica je pa z podobnim številom poslancev vendarle pravzaprav naredila program Gibanju Svobode. Ker program Gibanja Svoboda, ki je tudi brez programa, je pravzaprav program Levice. Torej, Socialni demokrati so bolj ali manj upravljali pač tista ministrstva, ki so jih dobili, brez da bi naredili, po mojem, zares neko razliko. To je pač to običajno upravljanje, ki ga nenazadnje vsak od nas je izkusil, ni pa tu resnih, niti reformnih, niti nekih stvari, ki bi močno vplivale na prihodnost. To je upravljanje za sedaj, nič narobe s tem. Videli smo sicer, da so tudi tam velike težave, ena cela vrsta afer je pri tem upravljanju za sedaj sledila, ampak je pa, se pravim, brez načrta, brez neke ideje in seveda brez tudi nekih programskih zares izhodišč, ki bi jih na eni strani imeli in na drugi strani realizirali. No, tudi, če se s čim niso strinjali, so na koncu pač pokleknili. Kako vidite na tej strani? So narezani kot salama? Glede na afere, ki jih je povzročila SD, govorimo o Litijski, tudi aferi Spirit in pač gospodu Janiju Predniku, da. Ja, mislim, da ima še v anketah dober rezultat. Kajti to so bile hude afere, za katere mislim, da ni dovolj, da se javnosti opravičiš, ampak so tudi hude finančne posledice za državo. Tako da pravim, da so tukaj jo dobro odnesli, tudi glede na izkušenost, da so takoj odstavili tistega, ki je pač to povzročil in se opravičili, je stvar bila pokrita, da se ni to naprej vrtelo. Kar se pa tiče sodelovanja v koaliciji, to je vedno težko za partnerske stranke, ker hočeš, da koalicija deluje, tako da je to zelo delikatna zadeva. Jaz mislim, da bolj kot Svoboda, da se SD čuti ogrožene od Levice. Mislim, da je bilo nekaj takih momentov, takih odločitev, ko je pravzaprav predlog Levice uspel in je SD hitro pristavil svoj piskrček, ker je pač to bila njihova tema. In tako Levica kot SD, njihov glavni program je
javno, vse mora biti javno, ne sme biti zasebnega, kar je spet, bom rekla, ena zelo stara mantra, ki ne prinaša rezultatov. V državi je prav, da imamo javno, da imamo zasebno, naj bodo jasno določena merila, pravila in lahko sobivamo in je to najbolje za državljane. Govorim tako o, ne vem, privatnem sektorju, gospodarstvo, kot v zdravstvu ali še kje drugje. Gospod Turk, vi kaj povedali o SD-ju, drugače vam dala besedo glede Levice. Mečkam pokomentiral, ja. No, pa dajte. Najprej tisto o sodelovanju in tako naprej, ne. To se ene rožice lepo sliši, ne? Ampak na koncu tisto, kar je pomembno, je, ali obstaja nek skupen projekt in se v tem projektu sodeluje. Ne? Recimo en tak skupen projekt, ki ga jaz v tem sklicu parlamenta pogrešam, ne? Je, se predstavljate, da bi se SDS pa Golob oziroma Svoboda dogovorila, kdo bo varuh človekovih pravic. Ne? In da bi se bila sposobna dogovoriti za gospod Ljudmilo Novak. Ne? To bi bilo nekaj, kar bi, kako bi rekel, ustvarilo v Sloveniji nek normalen politični prostor, pa marsikakšen spor za nazaj tudi zaprlo. Kar se splošne ocene SD-ja tiče, ne? Mislim, da so skupaj za Novo Slovenijo žrtev enega procesa, ki v svetovni politiki teče, in to je radikalizacija. Ne? Pol postaja vedno bolj radikalen, demokrati v Ameriki, republikanci v Ameriki, AfD v Nemčiji, Le Pen in seveda potem Levica in vsi ostali. In povprečen spremljevalec politike ima občutek, ne, sej SD, to je tako, kot Levica, sam niso pa tako nori. Ne? Sej Nova Slovenija, to je tako, kot SDS, sam niso pa tako radikalni. Ne? In pri volivcih je pa seveda pomembno, da imaš nekaj, v čemer si pa res najboljši, s čemer se volivci identificirajo. In ta taktika, ne, da sej mi smo pa vsem po malem všeč, ne prinaša glasov. Ne? Tako da meni je žal za SD, ker je bila nekako tudi po izjavah skoraj edina dostojna stranka v tej koaliciji. Včasih je bila tudi grešni kozel. Ne? Žrtvovali so recimo, mislim, da ministrico Katičevo v zvezi z umorom Šutarja, ne, in z romsko problematiko, a koordinator romske problematike Mesec, ne, se je pa lepo smejal in hodil iz televizije na televizijo razlagati, kako je vse krasno on uredil. Ne. Omenili ste Levico? Ja, hotel sem samo to reči. Ne. V nekaterih evropskih državah, to, kar ste omenili, se strinjam s to analizo, v nekaterih evropskih državah socialdemokracija vendarle uspeva, ne. Ampak zanimivo, ne uspeva na tradicionalnih socialdemokratskih temah. Našla si je nove teme in zaradi tega, ker so nove teme, na tistih temah lahko uspeva. Sanchez v Španiji in pa predvsem Mette Frederiksen na Danskem, ki uspeva na recimo relativno trdem stališču do migracij, kar ni običajno socialdemokratsko stališče, ampak je pa za dansko družbo nujnega in esencialnega pomena. In zaradi tega lahko potem ona tudi na drugih temah, ki pa so bolj tradicionalno socialdemokratske, uspeva. Pričemer je treba dodati, ne, Sanchez se je pravzaprav radikaliziral. Ne. On je spraznil prostor, ki ga pri nas zaseda ta Svoboda pa Levica. Tako, pri njih pa Podemos. No, jaz sicer ne vem, če bi se strinjala, ne, gospod Turk, da se ljudje želijo v bistvu radikalnih politikov. Ne, ker glasujejo za radikalne politike. Zdaj, ali si jih želijo ali ne, je akademsko vprašanje, ampak glasovi gredo proti skrajnosti. Vam bom dala še zdaj besedo apropo Levice. Jaz sem njihovemu vodju poslanske skupine Mateju Tašnerju Vatovcu zastavila vprašanje, kako komentira oceno, da je Levica stranka, ki deli in da se premalo ali pa sploh ne ukvarja s tem, kako ustvariti to, kar delijo. Gospod Vatovec mi je rekel, da je ta ocena zelo namerna, ampak poslušamo najprej njegov odgovor. Iz naše stranke prihaja minister Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve. Vsem tem kritikom, ki nas skušajo prikazati na tak način, bi rad dal samo primer na zadnje sprejetega ukrepa, to je pač sheme za skrajšan delovni čas, ki je zelo neposredno pač mehanizem, ki po eni strani seveda ščiti delovna mesta, po drugi strani pa tudi podjetja v panogah, kjer so neke težke razmere. Tako da daleč od tega, da bi razmišljali samo to, kako denar deliti.
Mislim tudi, da ima reč fiskalna politika levice je vedno bila zelo odgovorna, bom temu rekel. Ves čas govorimo o tem, da je potrebno bolj pravično se tudi obdavčiti, ne samo plače, ampak tudi premoženje in tako naprej. Tako da naša širša slika, naš širši okvir tega, kako se upravlja z državo, ima tudi seveda ta pogled na to, kako ustvarjati v tej družbi in mislim, da so te kritike bolj ali manj zlonamerne. Samo tega vprašanja, tega vročega krompirja, odločitve premoženja se niste lotili, ne glede na v bistvu število glasov, ki jih je imela ta koalicija v parlamentu. To je verjetno največja škoda tega mandata. Gospod Turk, sem zlonamerna? Ne, to je točna ocena, še blaga ocena je na nek način, ima pravzaprav celoten levi politični pol to prioriteto. Ne? Torej, kako pravično deliti, kar smo vsi skupaj ustvarili. Ne? Ampak težava levice je ta, ki jo je že kolega Pikalo omenil, oni so pravzaprav podtaknili svoj program, pa tudi program glasu ulice, Golobovi vladi. In vedno, kadar Golob ni vedel, kaj pravzaprav bi zdaj naredil, tega načrta ni imel, so mu z levice prinesli neko neumnost na mizo in so potem na vrat na nos tisto izpeljali. In ta, kako bi rekel, borba proti kapitalu, to demoniziranje neoliberalizma, privatnikov, zasebnikov, zasebnega zdravstva, to bo na koncu oziroma to nas na koncu tepe. In a ni čisto vse eno, a mene operirajo v zasebni bolnici ali pa v državni bolnici. A ni najbolj važno, da bi čim več posegov, zdravstvenih posegov bilo, pa ne glede na to, jih naredi zasebnik ali jih naredi javni zdravnik. Ampak te prioritete ni. Prioriteta je ideološka čistost zdravstva, šolstva, medijev, policije in tako naprej. Je zanimivo, tako bomo imeli zdaj dva primera. Oba sta znani osebi, oba se zavzemata za javno zdravstvo, Milan Kučan pa Aleksandra Čeferin. Oba sta se operirala v tujini, ko sta imela zdravstvene težave. To je njun droben prispevek k krajšanju čakalnih vrst v Sloveniji. Verjetno sta zato šla v tujino, tako mislite. Gospod Turk, vi pravite, da mediji pravzaprav nimamo nobenega pomena več, Ne, to pa ne. No, boste razložili, jaz sem vas tako razumela, preden smo začeli oddajo. Jaz mislim sicer, da bo tukaj, da bojo mediji pred volitvami v teh mesecih, tednih, ki še bojo potekli do 22. marca, odigrali pomembno vlogo pri interpretaciji dosežkov ali pa nedosežkov vlade Roberta Goloba. Ker se mi zdi, da recimo v zadnjih dneh po odločitvi Ustavnega sodišča glede ločevanja oziroma prepovedi prehajanja zdravnikov iz javnega v zasebni sektor, je zelo veliko truda vloženega v vladi ustrezno interpretacijo te odločitve. Povejte, kaj bomo imeli, kakšno vlogo ali ne medijno? Torej, o medijih jaz ugotavljam, da se velikost trga delovne sile za medije oziroma število delovnih mest medijskih delavcev, novinarjev se krči. V glavnem zaradi tehnoloških sprememb, kar pomeni, da so novinarji prisiljeni ali pa mnogi novinarji prisiljeni razmišljati o tem, kaj bom pa jaz počel potem, ko ne bom več na delu, na Dnevniku, na Večeru, na Pop TV-ju, morda na RTV Slovenija, tam je še najbolj varno vse skupaj. In mnogi, oprostite, delajo avdicije zato, da bi ali dobili neko dobro funkcijo v politiki, se pravi neko izvoljivo mesto, šli za novinarja, imamo mi polno. Za poslanca mislite? Imamo polno predvsem političark, ki so poslanke oziroma ki so bile novinarke, od predsednice države navzdol pravzaprav. In druga možnost manjša je, da se ukvarjajo s PR-om za gospodarstvo. In zdaj bodo delali audicijo za to, kako bodo preživeli lahko naslednji mandat. In se veste sami, oziroma gledalci so to dostikrat videli, depolitizacija medijev, to je bila prva stvar, ki jo je Machiavelli naredil v svojem mandatu, očistil je RTV Slovenija, poskrbel je, da so finančni tokovi proti zasebnim medijem iz državnih podjetij ustrezni in da ustrezno stimulirajo
uokvirjanje novic v teh medijih. Se mi zdi, da pa ljudje vseeno niso tako neumni, za kakor jih imajo in da počasi vidijo, da je pravzaprav ogromno nekega spina, ogromno neke propagande in da čisto vsega več ne verjamejo. Če bodo spregledali, bo tudi rezultat na volitvah ta prav. No, jaz bi rekla, da se bo seveda, temu smo bili priča tudi pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, pa še nazaj, očitno uporabilo parlamentarno preiskovalno komisijo za preiskovanje sumov obvodnega financiranja strank za napad na Novo Slovenijo, ne. To je v bistvu že napovedala tudi Tamara Vonta v izjavi za javnost ta teden. Pa poslušajmo, kaj je rekla vaša kolegica Vida Čadonič Špelič na to temo. Napad na NSI ali pa izmišljena afera se ne bi zgodil prvič. Naj omenim afero Dars, ker gospodu Valentinu Hajdinjaku niso dokazali popolnoma nič, pa je moral oditi. Tako da stranka, ki nima posebnega nahrbtnika, pač je deležna posebne pozornosti pod narekovaji te koalicije. In če se bo slučajno kaj zgodilo, jaz osebno ne bom presenečena. Glejte, pri tako politizirani policiji, kot je v tem mandatu, lahko človek pričakuje marsikaj. Morda tudi kaj, kar ni v skladu z zakoni. Gospod Ljudmila Novak, še eno vprašanje bi tukaj dodala. Jasno je, da bodo ugotovitve preiskovalne komisije uporabljene za to, kar se je dogajalo. Dodala bi vam pa še, ali pa najprej odgovorite na to vprašanje. Kaj mislite? Ja. Kaj se bo dogajalo v vaši stranki? Torej, zdaj, ko gre tukaj v Sloveniji za preštevanje glasov levice in desnice, potem vedo, kje je treba še bolj kopati, da lahko nekoga uničijo oziroma mu zmanjšajo podporo. In Nova Slovenija je tukaj vedno na udaru. Jaz ne trdim, da vsi delamo vse prav, ampak enostavno se ta komisija zlorablja za to, da se dela propaganda proti Novi Sloveniji, tudi če bo čez nekaj časa vse jasno, da ni bilo nič narobe, da je vse v redu, ampak to bo po volitvah. Enako se je dogajalo dobesedno pri zamenjavi direktorja Darsa, Valentina Hajdinjaka, ker je bila napletena neka zgodba, iz katere jaz nisem razbrala, da je on kaj kriv, vsi drugi so bili nekako pleteni, ampak to je bil razlog za to, da je moral oditi z tega položaja. In tako se delajo razne zgodbe in določeni mediji, vemo, za koga delajo, vemo, kdo jih financira, vemo, da tudi ta vlada ali pa določene stranke so že sedaj bogato financirale določene oddaje ali pa določene medije, morda vnaprej, in na ta način potem seveda lahko se vpliva na mnenje volivcev. Vemo tudi, kaj se je dogajalo na Madžarskem. Orban je vse medije pravzaprav ukinil, opozicija na volitvah je imela 5 minut časa, da je predstavila svoj program in podobno, in to še marsikje drugje. Tako da mediji so gotovo izredno pomembni. Na srečo imamo tudi zdaj še socialne medije, socialna omrežja, ki so vsem skoraj enako dostopna in tudi preko tega lahko stranke posredujejo svoja mnenja, svojo resnico, svoja videnja. Seveda pa najmočnejši mediji pa imajo še vedno največjo vlogo. No, jaz bi rekla, da ima tudi obe stranki, NSI in SDS, imata en stabilen bazen podpornikov, da je vprašanje, koliko bo to vplivalo. Tako kot po drugi strani, tudi vprašanje, kako bojo mediji vplivali na to, ker se je ob aferi Karigador, mislim, Pop TV, ko je takrat objavil, se v javnem mnenju ni poznalo nič. Kaj menite? Bodo medijske afere sproducirane ali upravičene vplivale na podporo NSI in SDS? Lejte, to vedno so. Zdaj, koliko vpliva je, ampak tisto, kar imam jaz resno vprašanje, je, a je res politika zaradi politike?
a res se ne moremo enkrat, mislim, vse je narobe z Karigadorjem in še čim. To, da nek osebni odvetnik predsednika vlade odgovarja medijem. In nekaterim ne odgovarja. Tako, in nekaterim ne odgovarja. Oprostite, ampak to ni zaradi tega, to ne gre za osebno stvar predsednika vlade, ker on je predsednik vlade 24 ur. In on mora odgovarjati, ne njegov odvetnik. Če zdaj govorimo o medijih. Ampak tisto, kar mene generalno moti je, da pač v medijih na splošno sploh ne pridemo do vsebinske debate. Kdo bo koga v peskovniku, to je največ, do koder pridemo. Ne? In tudi slovenska politika funkcionira samo na ta način. Ne? V nekem zaprtem sistemu se pač obmetava. In to je vse, kar je. Medtem, ko se zunaj tega dogajajo, rekli smo, tehnološke, geostrateške in tako naprej spremembe, o katerih ne samo, da nima mnenja, ampak sploh pa nima nobene rešitve glede tega. In vse počne zelo, zelo stihijsko. Brez načrta, brez ideje, brez programa. Ja, gospod Turk. Ja, včasih imam v takih oddajah težavo, mi se tle pogovarjamo, kot da bi bila dva pola, ki sta pravzaprav enaka, ki tekmujeta, pa se izmenjujeta na oblasti, pa potem so pa tukaj neke neodvisne inštitucije, od sodstva, medijev in tako naprej. Ne. Situacija v bistvu ni taka. Ne. Jaz mislim, da se je Golob v dosedanjih aferah obnesel razmeroma zelo teflonsko, se mi zdi predvsem po zaslugi tega, da ima obrambo v medijih. Se bojim, Novi Sloveniji lahko te afere oddaljujejo, odbijajo neke sredinske volivce, neke neopredeljene volivce, ki jih poskuša upravičeno in jim želim vso uspeh pri tem. Skratka, da jim te volivce odžene. Ne? In tisto, s čemer imamo mi v Sloveniji v resnici opravka, je vendarle z neko konsolidacijo oblasti. Ne? Tisto, kar je Golobu uspelo v teh 4 letih narediti, je vendarle podrediti si toliko vseh sistemov v Sloveniji, da se mu ne more zgoditi nov obraz. Ne? Tega ni bil sposoben Šarec, tega ni bil sposoben Cerar. Ne? Vedno je bilo dovolj nekih neodvisnih nezadovoljnežev za njim, da so naredili nov obraz. Ne? Golob je pokril gospodarstvo, je pokril sodstvo, je pokril parlamentarne komisije, mimo grede, prej smo govorili o slabem obnašanju v parlamentu. Ne? To je pač kakšna sočna beseda in tako naprej ni lepo. Ne? Ampak tisto, kar se je v parlamentu dogajalo, kar je katastrofalno, so pa neke serijske kršitve poslovnika. Ne? Nekaj, kar bi se moralo 30 dni počakati, ne? So dali drug dan še enkrat na glasovanje in je šel vlak naprej v zvezi z priznanje Palestine, ne, še dr. Pirnat je rekel, nikoli se ni to tako delalo, vedno se je poslovnik tako razumel. Ne. In teh kršitev poslovnika je bilo pravzaprav vedno, ko jim je to uspelo. Ne. In ta konsolidacija. Predsednica je pravnica in zna ravno dovolj prava, da za neuke ljudi nekako razloži z nekimi pravniškimi besedami, da je pravzaprav vse v redu, čeprav ni. Ne. In tisto, kar je strašljivo, ne, pri tem, ko Golob recimo govori o povezanosti, ne, dobronamerni ljudje mislimo, to smo pa zdaj povezani, pa smo jaz, pa gospod Novak, pa gospod Pikalo, prijatelji, pa bomo šli zdaj na eno pivo po tej oddaji, ne smo ljudje vsi med seboj povezani. Ne. V resnici gre pa za povezanost vseh vej oblasti, ki bi morale kontrolirati drugo, ne. Si jih je pa ta oblast podredila v takem smislu, da tiste primerjave z fašizmom niso tako neosnovane, ne. Tako se taki sistemi začenjajo graditi, tako se avtoritarni sistemi začenjajo graditi, da si podrediš vse, kar si kot politik podrediti moreš in uporabiš pravzaprav vse vzvode svoje oblasti za to, da boš ponovno izvoljen. Dajmo se premakniti še naprej gospodu Logarju. Meni je zanimivo, da se mu ne dopusti tega, kar on zagovarja. Ne? On zagovarja sredinskost, zagovarja sodelovanje. Recimo, če povlečemo analogijo z gospodom Damirjem Črnčecem, tudi on je bil dolgoletni zvesti spremljevalec Janeza Janše, pa se mu je omogočilo oziroma dovolilo in verjelo
ko se je predstavil z SDS-a k gospodu Marjanu Šarcu in zdaj je pomemben dejavnik v tem dogajanju Golobovega kroga. Poglejmo, kako to pojasnjuje gospod Logar. Zakaj mu ni dano, da bi bil sredinski? Demokrati v samem bistvu rušimo status quo, ki je zakoreninjen v slovenski politiki. Zdaj, tisti, ki menja stran, pa s tem ne ruši tega statusa quo, mu je verjetno to dovoljeno. Zdaj, nekdo, kot smo demokrati, stranka, ki je nastala od spodaj navzgor in ki v svojem bistvu nismo nikogaršnji in smo samo svoji, zato smo deležni kritike iz leve in iz desne strani, pa v bistvu motimo to idilo, ki se je oblikovala v slovenskem političnem prostoru, v tej črno-beli politiki, kjer mora biti nekdo in anti-nekdo in je potem popolnoma enostavno voditi politiko brez vsebine, zgolj z cementiranjem podpore enemu ali drugemu polu. Gospod Pikalo, vi ste tudi v platformi. Povejte, kaj se dogaja, zakaj Anže Logar tako mimogrede v neuradnih pogovorih pravi, da ne bo član vlade, ki bi jo vodil Janez Janša, ker bi s tem končal politično kariero, pa mu marsikdo ne verjame. Kaj se dogaja gospodu Logarju? Zdaj, platforma, to, kar sem že prej rekel, platforme niso demokrati. Tisto, kar se dogaja, je pač, da je oba dva pola, torej levi in desni, poskušata konsolidirati svoj izplen na ta način, da pač tiščita ven, zelo po domače rečeno, vse, ki ne spadajo v ta dva pola. Tisto, kar ne vidijo, ali pa ne želijo videti, ali pa mislijo, da bodo po volitvah sanirali, je seveda to, da bo zaradi te pretirane polarizacije en del volivcev ostal doma. In ravno Prebilič, Logar in podobni bi lahko pobrali te volivce. Pa ne za to ali ono koalicijo, ampak zaradi tega, ker je to dobro za demokracijo. Zaradi tega, ker je prav, da ljudje pridejo voliti. Zaradi tega. In to, zaradi tega ga pod narekovaji se tišči ven, zaradi tega tudi zato, ker nima te jasne ene ali druge polarizirane identitete. Zato, ker je najlažje delovati na polarizirani identiteti, eni ali drugi, torej tisto, kar smo prej govorili, se samo deklarirati levo, desno, nihče se pa ne ukvarja, in to zdaj že danes drugič ponavljam, se ne ukvarja s tem, kako gledati naprej. Zakaj je to edini vir identitete, torej levo, desno, ali pa ta polarizacija, ki je pravzaprav binarna polarizacija in zaradi tega že v osnovi zelo slaba? Zakaj se nihče ne ukvarja raje s tem, kako bomo, kot smo prej rekli, sodelovali na projektih? No, gospod Miro Cerar je v enem od intervjujev tudi omenjal to razdeljenost, ki pravi, da je škodljiva za Slovenijo. Ampak mediji, tako vsaj večinski, ne želijo tega slišati, se mi zdi. V vseh demokracijah, v vseh državah imate dva pola. Tudi teoretično, to bo gospod Pikalo vedel, povsem zadostuje demokracijo, da imaš dva pola in se menjavata na oblasti, si gledata pod prste, imata različne ideje in tako naprej. Tisto, kar je v Sloveniji problem, ni razdeljenost kar tako, kot pravim. To je, se mi zdi, nekaj naravnega. Tisto, kar se mi zdi problem, je izključevalnost. In ta izključevalnost še nikoli ni bila tako velika, kot je pod to vlado. Jaz se ne spomnim niti enkrat, da bi Golob oziroma Golobova vlada šla po neko podporo oziroma šla z neko dobro voljo proti opoziciji oziroma proti SDS-u. Če gre proti Novi Sloveniji, je to, kako bi rekel, en tak poskus, dajmo te ta male stran dobiti na svojo stran. Da bi, skratka, da bi prišlo do neke iskrene geste sodelovanja. Tako izključujočega predsednika vlade se jaz ne spominjam. Če lahko pa tukaj nadaljujem, in seveda je potem problem za manjše stranke, kot je Nova Slovenija, kakor hitro naredi en korak proti temu, da bi nekaj projektov se povezala, pa z druge strani dobi. Tako da dejansko ta ideološka razdeljenost je zato, da lahko
se obvladujejo volivci, ker ideološke teme so tiste, ki nas nekako razburijo in se odločamo za ali proti. Ne tiste vsakdanje zakonodaja, tiste ni tako pomembna, ampak ideologija nas pa razburi, takrat pa rečemo, tega bomo volili, tega ne maramo in tako naprej, zato je to najlaže. In največje stranke, zdaj bom govorila pač o našem bolj desno-sredinskem polu, zelo dobro skrbi, da ne bi kakšna druga stranka se ji približala ali pa malo zrasla. Tudi če jo ustanovi kot satelit, je potem treba jo držati na takem nivoju, da je koristna, ne pa da jo preseže. To pa nekateri zelo dobro obvladajo to znanost. Jaz nimam nobenih podatkov, da bi bil Logar satelit oziroma da bi bil tukaj zadaj kakršenkoli dogovor, tudi se mi zdi, da se toliko slabo do njega obnašajo, da je to malo verjetno. Pogrešam pa v bistvu tudi pri sredinskih strankah, treba je imeti nekaj, s čimer ljudi navdušaš. Samo s tem, da boš rekel sodelovanje pa sredinskost, ne bo šlo. Tudi se mi zdi izjava, torej pristajati na to licitiranje, a bi šli vi z Janšo, ne bi šli z Janšo, se mi zdi premalo, se mi zdi tudi osnovnošolski odgovor. Če smo rekli, da sta se levica pa desnica radikalizirali, mislim, da bi tudi na sredini morali priti za neko radikalno sredinskostjo, z nečem, kar ljudi potegne, z nečem, kar ljudi prepriča. Samo z govorom o tem, kako je treba sodelovati in kako se je treba manj kregati, oprostite, jaz ne vidim. Ja, nekaj glasov bo, ampak je zelo velika verjetnost, da bodo ti glasovi pa doma ostali, če bo slabo vreme takrat na volitve. Se strinjam, da samo z identitetnimi ne bomo prišli nikamor. Predvsem je pa to slabo za Slovenijo. Morda bi tukaj dodala še en zanimiv podatek, ki se meni zdi skoraj neverjeten. To pa je, da gospod Logar oziroma njegova stranka zajema predvsem v bazenu nekdanjih volivcev Gibanja Svoboda. Čez 34% ne bi bilo tega. To me je zelo presenetilo. A verjamete v te številke? Torej, da bi težko verjel, bi predvsem zaradi tega, ker je bilo dejansko na levi zelo veliko napora vloženega v to, da bi naredili iz Logarja enega tazga mini Janšo oziroma prikazali, da je to nek Janšev projekt, kjer poskuša on z nekim bypassom dobiti volivce. Po tistem tudi, kar sem jaz vsebinsko spremljal demokrate, oprostite, oni so za moj okus premalo desni, da bi jih tukaj dajal v ta blok in se mi zdi verjetno, da bi lahko pobrali marsikakšnega od teh volivcev, ki ne želi biti ne levo, ne desno, in bi znali na koncu take stranke tudi, ne vem, kar se Prebeliča tiče, se mi zdi, da je v nekem trenutku skoraj tekmoval, ali bo enako radikalen kot levica v nekaterih temah ali ne. Tukaj so še potem pirati, pa morda še kdo, ki bi na tej sredini lahko poskušal kaj narediti in odločil volitve. Je samo zanimivo, ker prve primerjave in analize podpornikov demokratov oziroma stranke Anžeta Logarja, takrat, ko jo še niti ustanovil, so kazali, da bo najbolj zajemal prav v bazenu SDS in NSI in da bi lahko on bil tisti, ki bi recimo preprečil, da pride NSI v parlament, ker ima pač manjši delež glasov. Zato me to preseneča, kaj se tukaj dogaja, da so pa zdaj največji podporniki Anžeta Logarja, nekdanji volivci Gibanja Svoboda. Ja, moramo vedeti, da takrat je bilo veliko navdušenje nad Golobom. Mnogi so pa sedaj razočarani. To se pravi, ti volivci morajo nekam iti, že prej bi lahko volili SD ali Levico. No, ampak pričakovali recimo, da se prelijejo recimo prerode Vladimirja Prebeliča, ker je pač zagotovo lev in nikoli ni bil sopotnik v bistvu SDS-a. Ne, Svoboda oziroma Robert Golob je začetku dal nek vtis, da je nek sredinski, povezovalen in mnoge je razočaral. In tisti gotovo zdaj iščejo. In jaz to podpišem, če je tako, ker mi si seveda ne želimo, da bi on posegal v naše volilno telo. Nekaj vedno se to dogaja, ampak vseeno. Jaz pa vidim, zdaj, ko govori tem odstotkom, to ima vsak svoje videnje. Nekaj tega pa sigurno drži. In to
Iz zelo preprostega razloga, zato ker imate kar nekaj ljudi v volilnem telesu, ki jim te običajne delitve, to, o čemer danes na veliko govorimo, torej levo-desno, ne pomenijo kaj dost, so pragmatični, v tem pozitivnem smislu pragmatični in preprosto želijo učinkovito politiko. In Anže Logar poskuša to nasloviti. Zdaj, a so to bivši volivci Gibanja Svoboda, jaz sicer ne mislim, da v takem odstotku, ampak se mi pa zdi sigurno, da bo pa en del teh volivcev na ta način učinkovitosti, ravno tako mislim tudi, da Vladimir Prebilič, da jih bo naslovil. Torej ne verjamete, da ima Vladimir Prebilič, mislim, da 2% samo podpore, zdaj to je zelo padlo mu z 10 na... Recimo tako, da so ankete, ki so seveda neobjavljene, in seveda niso objavljene v enih in istih medijih, ki kažejo kar drugačne številke. Dajmo še, ker se približujemo koncu pogovora, nekaj minut nameniti SDS in Janezu Janši. SDS je stranka, ki ima najvišjo stopnjo odbojnosti, gre za delež odgovorov, koga zagotovo ne bi volil. Sicer se je zmanjšalo, ker je od 45, mislim, da je zdaj padlo na 40%, bil je pa tudi 37% delež, medtem ko je Gibanje Svoboda že na 30%. Tako da se na nek način odbojnost obeh strank zbližuje. Ampak dajmo še poslušati, kaj je vodja poslanske skupine SDS, gospa Jelka Godec, dejala, kaj je vzrok za tako visoko odbojnost njihove stranke in predsednika stranke. Deloma, moram reči, ali pa veliki večini so za to krivi tudi mediji in tudi ankete, ki prikazujejo, bom rekla, neko to negativnost. In ljudje pač gledajo te ankete, ampak ankete smo pri zadnjem referendumu videli, da niso ravno relevantne. Če gledamo referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so kazale ankete, da bo 60% v bistvu za ta zakon in na koncu se je obrnilo ravno obratno. Tako da jaz bi vsem državljanom oziroma volivcem svetovala, torej, da gledajo program strank in ne to, kar jim prikazujejo mediji, enostransko ali pa ankete. In potem bi stvari popolnoma bile drugačne. Torej, tisti, ki nima nekega programa, ki nima nekih dobrih namenov, potem širi ta strah proti Slovenski demokratski stranki in njenemu predsedniku. No, kaj recimo, gospa Ljudmila Novak, vaše mnenje? Gospa Godec pravi, da so predvsem mediji krivi za visok delež odgovorov, zagotovo ne bi nikoli volil SDS. Ali je mogoče način ali pa politika, ki jo vodi stranka in njen vodja? Jaz bi lahko dodala še kakšen svoj vzrok, gotovo mi način ne ustreza. Sem pa vesela, da se Nova Slovenija povezuje in to tudi naši volivci teren odobrava, ker ljudje vendarle želijo, da bi se nekako sorodne stranke bolj povezale in tukaj, če gledamo naprimer na SLS, nima možnosti, da sama pride v parlament, so pa tam tudi volivci, ki so blizu našim načelom krščanske demokracije in to teren pozdravlja in tudi jaz to pozdravljam, da nekako ne pustimo določenih glasov zunaj, da jih vzamemo s seboj in upam, da bo ta nova povezava rodila sadove. Gospod Turk? Tako je. Jaz sem bil v dveh Janševih vladah in je, kako naj rečem, izjemno strokoven šef in dober voditelj in neugoden in neprijeten in včasih majčkeno zoprn. Ampak tisto, kar bi se ljudje morali vprašati okrog te odbojnosti, kar bi se vprašal lahko nek kmet, nek delavec, nek podjetnik, nek profesor, javni uslužbenec. Kaj pa je bilo pod Janšo hudo, njemu konkretno zaradi Janševe vlade? Razen morda, da je poslušal dramo v poročilih dominantnih medijev, ki so imeli neke probleme in neke dialoge z njim. In kot nek običajen človek premisli, kaj pa je bilo tako grozen 2004-2008, ki je bil Janša predsednik vlade, kaj pa je bilo tako grozen v času covida, razen da so enega, ki je bral ustavo, strpali v marico.
In realnih problemov ljudje za Janšo pa vendarle nimajo in z Janševimi vladami. Nič posebej slabo jim ni šlo, kvečjemu obratno. Gospod Pikalo, se strinjate? Ne, jaz se pa tule moram reči, da imam pa drugačno videnje. Lahko izhajam čisto iz sebe, ne? Ker ko vi, bivše ministre, osebno začnete napadati na Twitterju z grožnjami o kazenskih postopkih in to počne sam predsednik vlade, nov predsednik vlade, takrat govorimo o letu 20, torej v covidu, in koliko je kdo odgovoren za katere žrtve, lahko si pogledate moj Twitter, potem vidite, da so to težave. In jaz takega načina vodenja pač ne morem podpreti in ga tudi ne podpiram. Lahko je strokovn, jaz z njim nisem imel te priložnosti delati, ampak vsekakor se mi pa zdi, da to ni način in ne smemo biti ujeti v to, da je to edina izbira. Kot sem že prej rekel na začetku, so alternative temu, kot na levi, kot na desni, in je prav, da ljudje premislijo tudi o tem. Torej, ne samo o stilu vodenja, če greva pa še nazaj, pa se lahko pogovarjamo o ZUJF-u, pa se lahko pogovarjamo še o nekih drugih stvarih, ki so bile seveda tudi za običajne ljudi zelo včasih tudi boleče. Lahko še samo tukaj repliciral tukaj ena zadeva. Ne? Res je, Janša ima hud jezik. Ne? Ampak kar se pa teh, skratka, grožnje so bile. Ne? Čisto vsi ministri Janševe vlade 4-8 in tiste vlade, kaj je bila 11-13, 12-13, smo imeli neke postopke pred sodišči. Ne? Jaz sem imel postopek pred sodišči, kolega Pikalo se mi zdi, ali pa njegovi ljudje so večkrat pomagali tisti strani, ki je mene napadala. Ne? Sej, na koncu je vse padlo, ampak tako pač to gre. Ne? Jaz govorim o tem, kakšne težave povzroča, kako bi rekel, ljudem v državi nasplošno. In se mi zdi, da je država takrat, ko jo Janša vodi, vsaj dobro vodena, vsaj smer ima, vsaj cilj ima. Ukrepi so usmerjeni v to, da bi gospodarstvo raslo, da bi pogača rasla, da bi lahko več stvari razdelili. Tako da ni najslabše, kar se nam lahko zgodi, če bi imeli Janševo vlado. Tukaj bi še izpostavila velik pomen leve civilne družbe. Jaz sem bila ministrica takrat ta drugi Janševi vladi in leta 2012 se spomnim, konec leta sem šla na prvi taki večji obisk v Ameriko k našim rojakom. Ko sem odšla od tukaj, ni bilo nič. Tam pa naenkrat pa vidim, da se v Sloveniji dogaja revolucija, da mečejo kocke v parlament, da so protesti in v Mariboru in tako naprej, pravzaprav na vsem lepem in iz nič. In to se vedno dogaja, kadar je desna vlada, da se nekatere stvari potencirajo in zlorabljajo in da so te organizacije tudi bogato financirane od levih vlad, tudi z določenimi nameni. Povejte. Hočem samo reči, jaz ne bi preveč relativiziral vseh negativnih stvari, ki so bile za časa Janševe vlade v covidu. In bilo jih je kar nekaj. In to, ko govorimo o relativiziranju, govorimo o tem, da so drugi znali drugače. Druge vlade drugod so znale tudi bolje. Tako da ta mit in fama o učinkovitosti, jaz mislim, da absolutno ne drži, zato ker so drugi pokazali, da gre bolje in predvsem za manj teh, včasih tudi malo smo že pozabili, teh politično-ideoloških stvari, ki so potem šle. Da ne bomo šli nazaj, recimo tukaj lahko dodam samo še zgodbo z evropskimi delegiranimi tožilci, ki je odmevala vse do Bruslja. Še eno kratko vprašanje oziroma za kratke odgovore vas prosim, ker se nam čas izteka. Neuradno je prišlo do mene, v Sloveniji pač tudi v ozadju delujejo določene ljudje, ki imajo vpliv potem tudi na politiko in tako naprej. Tudi kakšni medijski lastniki in tako naprej. Ali se vam zdi verjetno, da bodo za to, da bi preprečili nastanek
četrte vlade Janeza Janše, organizirali in organizirano delovali v podpori stranki Resnica in Zmaga Jelinčiča. To vas sprašujem zato, ker mi je bilo nenavadno, da se je v eni od anket, ki je bila zdaj objavljena nedavno, je bila SNS Zmaga Jelinčiča, ki ga v medijih nikjer ni. Mislim, da nekaj okrog 3%, da je imela več podpore v tej anketi kot recimo prered Vladimirja Prebiliča. Ali verjamete v te mahinacije, da se dogajajo v ozadju? Gospod Pikalo? Lejte, nekaj sigurno, ne? Ampak ne verjamem pa, da je, v bistvu mi je žal, no? Da so javnomnenjske poizvedbe postale PR orodje, ker niso temu namenjene, niti nikoli niso bile temu namenjene, niti tisti, ki jih učimo, kako bi to moralo izgledati, ne naredijo to na ta način. Vsak odstotek bi se moral interpretirati na intervalu zaupanja, torej bi bilo treba za vsak odstotek reči, da bo nekje med 17 in 13, da je kje pa dejansko je, ne pa da se govori o absolutnih številkah, potem nikoli se ne pove, koliko je pravzaprav interval zaupanja, nikoli se ne pove, kak je vzorc, a je vzorc res reprezentativen ali ni reprezentativen, kakšne so uteži in tako naprej. To niso samo metodološka vprašanja, ampak tako kot se potem to reprezentira, v medijih so javnomnenjske poizvedbe pravzaprav postale PR orodje. Torej orodje za ali uničevanje ali podpiranje nekih zdaj strank akterjev, kakorkoli temu rečete. Da se poskuša marsikaj v ozadju je jasno. Samo ne vem pa, če so tudi ti, ki so vodeni, tako nalahko sprejemajo to svojo vlogo in bodo tako nalahko pristali na to, da jih bodo kar nekam potisnili. Kaj pa vi domenite? Bodo igralci iz ozadja vplivali na to, da so pobildali Zmago Jelinčiča in gospoda Zorana Stevanovića? Ja, jaz mislim, da je nekaj na tem, ampak kar se COVID-a tiče, se imamo različne bolečine in dejstvo je, da so bile neke fronte odprte z STA-jem in z temi tožilci brez potrebe, ampak suma sumarum, Economist je naredil neko preglednico, kako so šle države skozi COVID, The Economist revija, Slovenija je bila na drugem mestu, tako da je bilo pravzaprav kar v redu. Kar se tiče teh malih strank, kot sem rekel, razočaranih volivcev z Golobom je veliko. In se mi zdi, da jih bo vedno več do volitev, vprašanje jih, kako jih pobrati. Golob je zaprl prostor, predvsem kapitalsko in medijsko, da bi lahko nek projekt novega obraza nastal in bi bil tisti projekt pravzaprav ta glaven, on bi bil pa v vlogi Šarca ali pa Bratuškove v naslednji vladi. Ampak nezadovoljni ljudje pa ostajajo. In zato me ne bi čudilo, da se bodo ti glasovi prilivali tudi k Karlu Orjavcu, recimo. Ta se je od nekod pojavil. Ta postaja v tem levem političnem prostoru konkurenčen. Karl Orjavec. Pa seveda Jelinčič, pa Stevanović in tako naprej. In to bodo tiste male stranke, ki, kot sem že večkrat rekel, ki bodo na koncu, ki bi znale odločati volitve. Z anketami se dela neki volilni inženiring. Vse vemo, tudi v preteklosti stranka še ni bila ustanovljena, pa je že imela ne vem kako podporo. Sploh ne bi smela biti na anketi takšna stranka z namenom usmerjanja volivcev za nekoga, v podporo nekomu, kjer se je pač nekdo potreboval. Zato, ko govorimo o tem, ali volilni molk do konca, oziroma da imamo še volilni molk ali ne, bi jaz rekla, volilni molk je dobrodošel. Ni potrebno, da čisto do zadnje ure nas obmetavajo in prepričujejo. Človek potrebuje tudi mir za odločitev. Pač pa 14 dni prej ali pa nekaj časa prej pa bi bilo dobro, da se ne bi te ankete objavljale, ker dejansko tukaj pa usmerjajo ljudi, če ne drugega pa v ta boj Janša proti Janša, ker ankete tako kažejo in potem bomo zdaj vse mobilizirali, samo da ne bo ta zmagal ali pa drugi, ali pa da bo neki novi obraz. Z anketami pa nažalost se pa zelo manipulira in usmerja ljudi. Jaz mislim, da ankete kar bodo uporabljene, ne glede na to, da vašo željo, ne vem kaj, da jih 14 dni pred volitve ne bi bilo. Jaz bom na tej točki se vam zahvalila za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Vam pa hvala za pozornost, če ste bili z nami in vse dobro v prihodnjem letu.